Videti je precej preprosto, a ni. Vsekakor nadarjeni mladi fantje in dekleta za uspeh potrebujejo podporo. No, o tem pa v zgodbi, ki sledi. Pogovarjali smo se z mladimi glasbeniki in njihovimi profesorji. Odnos med njimi je temelj. Biti mora kakovosten, kajti kot pravijo, je izredno pomemben za zdrav razvoj in uspešno pot izbrancev, ki kasneje ponosno predstavljajo naš narod in kulturo. Poti mladih nadarjenih glasbenikov, pove profesor Vasilij Melnikov z Akademije za glasbo v Ljubljani, so zelo različne. Nekateri se razvijajo lepo, gladko, drugi na svoji poti precej vijugajo, tretji pa se ustavijo ali celo degradirajo. Ko si učitelj enega nadarjenega otroka ali pa mladega človeka ali študenta, s tem tudi tvoja odgovornost je veliko večja. Ker nadarjen človek, mlad človek, ima večji domet, večji nekak obseg tudi energije, večjo potenco, ki redko kdaj gre strmo navzgor. Kot srednješolski in akademski profesor ter tudi sam profesionalni glasbenik hitro prepozna izjemnost, vidi, kako močna sila vodi te posameznike. Včasih je bila modna beseda wunderkind, torej čudežni otrok. In zelo težko biti čudežnim otrokom. To je dejansko neka enkratna sposobnost, ki tudi nese v sebe ogromno odgovornost. Tudi staršev, tudi okolice. Jaz sem imel v nižji glasbeni šoli kar enega tazga dosti agresivnega učitelja violine in sem vedno rekel, ja, da če sem to vse dal skozi, da imam res rad muziko. In ne glede na vse te težave, ki so bile, pa ki mi kdaj pač ni bilo fajn, sem vse to prebrodil in ustrajal naprej. Ampak seveda je to odvisno od posameznika. Navdušen je nad dejstvom, da imamo Slovenci veliko število mladih nadarjenih glasbenikov. Vsak to opazi, tudi vsak tujec to vidi. Ampak nekako dejansko pri 17, 18 in motivacija, in energija, in želja se po nekem razvoju, po uveljavitvi tudi v svetu se precej manjša. Pravi pristop v odnosu do mladega glasbenika je izrednega pomena in v veliko škodo ga je zanemarjati ali celo izrabljati. Učiteljeva vloga vzgojiti v njem plemenitega človeka. Tudi glede na zahteve sodobne družbe, človeka širokih obzorij, človeka sensibilnega, človeka čutečega. Manca Rupnik je bila že pri svojih 15 letih sprejeta na Akademijo za glasbo v Ljubljani, ki jo je zaradi strahu pred sistemom in posledično svojim neuspehom prestavila. To se pojavljajo težave, ker tudi naše gimnazijski programe so zelo malo okorni, zelo so nabiti s predmeti in vse predmeti seveda so zelo važne in čaka mladega človeka matura in glavnem pri 16, 17, 18 letih se dela samo za maturo. Zelo težko delati potem za inštrument. Pri 18 letih je bila sprejeta še enkrat, takrat se je za študij odločila. A vzporedno obiskuje še ure violine na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Tja sem se odločila hoditi predvsem zaradi ugleda šole, velikega ugleda, ki ga ima šola, in pa predvsem tudi zaradi povabila svetovno znanega slovenskega profesorja in violinista, profesorja Igorja Vzima, ki me je povabil v svoj razred. Meni se zdi, da v bistvu najpomembnejše, da imaš ti dobrega profesorja, ker je to najpomembnejše, če se ti razumeš z njim, če ti je všeč njegov način dela. Če želiš biti vrhunski glasbenik, dodaja profesor Melnikov, moraš vaditi inštrument vsaj 4 ure dnevno, kar je ob vseh obveznostih, ki jih nalaga šola, težko dosegljivo. Violina pa zelo sensibilen inštrument in vsak milimeter tukaj, vsa ta virtuoznost, vsa ta bogata literatura violinska zahteva ogromno ur dela. Tudi velik fokus, veliko predanost. Rok Golob se oviram na poti do vrhunskega glasbenika odločno zoperstavljal. Bilo je tudi težko. Zdi se mi, da je sistem zelo pomemben, tudi v bistvu vpliv države na ta sistem.
ampak v končni fazi, če je nekdo zelo trmast in zelo talentiran in zelo vztrajen, mislim, da lahko tudi brez tega sistema mu marsikaj v življenju uspe. Glasbeno akademijo je končal v Sloveniji. S kvaliteto študija je bil zelo zadovoljen. Omogočil mu je namreč številne možnosti izvedb z orkestrom, koncerte. V tujino je šel svoje znanje še nadgraditi. Definitivno je tudi prednost Slovenske akademije, da je ni treba plačati. Recimo v tujini, že kar rečeš dober dan na kakšnem USC-u pa UCLA, pač si ob $30,000. Spomnim se, da so moji sošolci so se zapufali, preden so sploh doštudirali, ne, za vsa 4 leta. Profesor Melnikov opozarja. Zelo težko mlademu umetniku je v tujini, ker za njim morajo stajati podpornike. Zelo težko uspeti, tudi če te imaš nagrado na mednarodnem tekmovanju, tudi na večjem, dobiti menedžere, ki te promovira, ki te podpira. Ampak na ta način mi moramo gledati naprej. Na ta način mi moramo stremeti k temu, da v tem smislu se tudi izobrazimo. Ne? Vizije nadarjene mladine morajo ostati nepoškodovane. Želim uspešno končati študij violine in postati uspešna solo violinistka ter komorna glasbenica. Poleg tega pa si želim nekoč preizkusiti tudi v orkestrski igri in kot profesorica. Kot je v uvodu povedal profesor Melnikov, izjemno nadarjenim osebam ni lahko, a tisti iz pravega testa se tudi največjim pritiskom okolice in preizkušnjam na poti ne uklonijo. Nekateri ljudje so mi govorili, da se moram odločiti, ali bom klasik, ali bom zabavnjakar. Prav to je bila beseda zabavnjakar. Ne? In jaz sem nekako, na srečo sem bil toliko trmast in tudi toliko sem imel svoje volje, da sem rekel, da pač v življenju bom verjetno to, kar bom čutil, da bom, in se ne bom kaj dosti oziral, zdaj kaj drugi od mene pričakujejo, da bi jaz moral biti. Ne? In tudi tle včasih se pravi, ne ustrežeš vsem normam in nikoli nisi vsem všeč, ampak če slediš pač temu, kar ti čutiš, da je zate prav, se tudi v končni fazi to obrne in na koncu tudi oni ljudje vidijo, zakaj si se tako odločil.